Poglejte, vsekakor mislim, da je nujno takoj in možno je izplačati subvencije, akontacije subvencij, to bi se moralo zgoditi v zadnjih 3 mesecih tega leta. V mislih imam subvencije za leto 2009. To bi malo oblažil. Pridelovalcem žit, mleka in najbrž še komu bi bilo potrebno pomagati po schemi, ki se to da, po schemi evropskih pomoči, po schemi de minimis, in na vse zadnje je tako pomoč napovedal tudi minister za kmetijstvo, vendar od obljube, ki je bila še enkrat poudarjena na Radkovskem sejmu, se ni prišlo dejanje. Vsekakor pa bi bilo v danih razmerah potrebno razmisliti tudi o razpisih z področja kmetijstva, razpisih, ki omogočajo pridobivanje kvalitetnih sredstev za naložbe v področju kmetijstva in te razpise prilagoditi aktualnim razmeram, na vse zadnje tudi omejeni možnosti sofinanciranja zaradi zaostrenih razmer na trgu. Pa spodobno bi se, da bi država na vse zadnje izplačala tudi obljubljeno pomoč zaradi škod po ujmah. Po mojih podatkih, ki so dostopne v strokovnem svetu, se to ni zgodilo. Vemo pa sami, oziroma sami dobro veste, kako so v letu ujme prizadele severovzhodno Slovenijo tudi vas. No, to so stvari, ki kažejo na zaskrbljujoč odnos aktualne vlade do kmetijstva in bom rekel samo zaskrbljeni smo lahko in mislim, da smo lahko upravičeno zaskrbljeni. Zdaj, nedvomno je kmetijstvo za živilsko industrijo razvojna priložnost za Pomurje. Ob dejstvu, da je tu rodovitna zemlja, da so bogati viri geotermalne energije, pa na vse zadnje vodni potencial, ki ga predstavlja Mura. V povezavi s tem bi bilo nujno narediti korake v smeri prestrukturiranja kmetijstva v pridelavo vrtnin, v pridelavo kmetijskih pridelkov, ki so delovno intenzivnejši, ob hkratni izrabi geotermalne energije in pa vode za namakanje, kar je na vse zadnje tudi odgovor na grozeče vremenske spremembe in kar smo na vse zadnje zapisali tudi v strategijo prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva novo nastalim podnebnim spremembam. Za vse ostalo na področju kmetijstva pa smo v prejšnjem mandatu poskrbeli, kar se tiče razvojnih dokumentov. Sprejet je bil kvaliteten strateški načrt razvoja podeželja, program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, kot sem že omenil tudi strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva podnebnim spremembam, nacionalni gozdni program, smo sprejeli nacionalni strateški načrt za razvoj ribištva. Vse to so kvalitetni dokumenti, samo upoštevati jih je treba in tudi za kmetijstvo se nakazujejo lepši časi. Hvala lepa.